Strategijo turizma ste danes sprejeli na nek način za naslednje obdobje. Kam gre konjiški turizem? Turizem konjiški nadaljuje pot začetka, torej v okviru destinacije Rogla-Pohorje, širše povezano tudi z mariborsko regijo in pa seveda z tem, da uveljavljamo vse tiste danosti, ki jih konjice kot take imamo. Torej, razvoj turizma temelji na Žički kartuziji, starem mestnem jedru, Zlatem Ogriču in pa seveda tudi ostalih naseljih, kjer se tudi pojavljajo zametki. Torej, to je to. Torej, mi si želimo zeleni turizem, torej, ki ne bo obremenjeval, ne želimo groznih mas, ne. Želimo, da tisti, ki pridejo k nam, da se dobro počutijo in seveda, da od tega ima nekaj tudi domače prebivalstvo, torej podjetniki. Torej, poudariti je treba, turizem je gospodarska dejavnost. Občina bo v okviru svoje pristojnosti tudi finančno podpirala delovanje teh organizacij. Skrbeli bomo za to, da bomo prepoznavni, da bomo urejeni, da bomo skrbeli za kulturne spomenike in vse ostalo. In to je pač naša vloga. Ni pa za pričakovati, da bo občina kot taka, da jim posegala investicijsko v neke stvari, kjer se nekateri pogovarjajo, recimo ureditev hotela, tega pa seveda ne bomo počeli. Tudi invalidov in pa mladih ste se danes dotaknili njihovih področji. Kaj se dogaja, kakšne so tu usmeritve? Ja, poglejte, lokalna skupnost mora skrbeti za vse generacije, za vse ljudi, tudi s težavami. In to počnemo. Torej, gospa Lidija Pratnemer je lepo povedala, da smo v tem mandatu in tudi v končni fazi tudi prej zelo skrbno in premišljeno delovali v tej smeri za zagotavljanje možnosti invalidnih oseb in to bomo nadaljevali. Mladi pa seveda, mladi imajo tudi svoje potrebe, torej svoje želje so artikulirali v 17 področjih in temu bomo sledili. Torej, zelo pomembno je, da se zavedamo, da smo mi v tem mandatu dejansko naredili strategije oziroma plane za vsa področja javnega življenja v občini. Od šolstva, športa, turizma, kulture, komunale, cest, gasilstva, vse imamo to pokrito. Seveda ambicije so visoke, torej objektivno, realno vsega ne bomo uspeli doseči, ampak naloga prihodnjega občinskega sveta župana je, da to nekako zopet prečesa, da določi prioritete in da se pač stvari začnejo izvajati tako, kot je bilo zastavljeno. Mandata je konec, če ga malo ocenite. Dobro, jaz svoj mandat težko ocenjujem, torej naj oceni ljudje, ko bom šel na volitve. Kar se pa tiče dela občinskega sveta, je bilo pa to seveda eno dobro sodelovanje. Torej, mi smo imeli 25 sej rednih, vse sklepe, ki smo jih imeli v tem času, smo sprejeli soglasno. Zahvaljujem se občinskemu svetu, svetniškim skupinam in njihovim vodjem. Je pa to seveda tudi napor, ker je treba stvari predhodno dogovarjati, je treba se uskladiti, torej da ne prihaja do neprijetnih zgodb. In to je to. Način dela, ki sem ga imel in če bom zopet župan, bo enak. Torej, delamo transparentno, delamo z roko v roki in ni pomembno, kdo sedi v občinskem svetu, ker vsakdo, ki je tukaj noter, je dolžan delati v dobro ljudi.